Jaz sem se odločila, da vam bom danes povedala pravzaprav, zakaj sem se odločila sploh za kandidaturo. In pa k sreči v Mariboru, kjer pravzaprav po študiju oziroma 6-letnem študiju ostaja tudi moje srce in bo vedno del mojega srca v Mariboru. Najverjetneje me vsi poznate iz študentskega organiziranja. Tam sem pravzaprav dobro spoznala bedo študentov, ki si ne morejo privoščiti študija izven domačega kraja, če nimajo slučajno srečo, da stanujejo v Mariboru in lahko grejo na univerzo v Mariboru ali pa v Ljubljani, ker je študij predrag, ni dovolj študentskih postelj, ni dovolj štipendij in tako naprej. In zato se je potrebno zavzemati. No, potem, ko sem končala na študentski organizaciji, sem bila tudi sama 3 mesece brezposelna, žal ni bilo nikjer dela, no, potem sem ga podobila na enem zasebnem zavodu, kjer sem pravzaprav delala z brezposelnimi in jim pomagala iskati zaposlitev. Tam sem spoznala pa še drugo bedo tistega dela, kjer pravzaprav mladi in starejši imajo zelo velike težave, da dobijo zaposlitev. Mladi ne morejo dobiti zaposlitve zato, ker nimajo dovolj delovnih izkušenj, čeprav delajo recimo tako kot jaz, ne vem, 6 let preko študentskega dela, ampak niso te izkušnje štete, torej je nujno potrebno, da se to poveže, torej sam študij in pa potem že v času študija preko kariernih centrov konkretno delo. Starejši pa zato, ker so starejši in žal nekateri tudi 100% ne morejo več opravljati dela. Moramo vedeti, da nekateri so delali tudi v tovarnah, so že izmučeni, so izrabljeni in žal ne morejo 100% opravljati dela in zaradi toga zakonodaje se delodajalci zelo bojijo te delavce tudi zaposliti. In to je tudi največji problem v Mariboru. In ravno ta problematika, ko vidiš te ljudi, ko slišiš njihove zgodbe, ko vidiš, da je težava, ko nenazadnje si tudi sam v tem, da iščeš delo, pa ga ne dobiš, me je potem navedlo na to, da sem se odločila kandidirati. Veseli me, da je v tem programu napisano za pravičnost, delovna mesta in razvoj, ker delovna mesta so danes tista, ki bodo pravzaprav pripeljala Slovenijo naprej. Veseli me, da je tudi stranka v svojem programu dala zelo velik poudarek gospodarstvu, torej tudi nenazadnje znižanju davkov, da tudi tisti, ki odprejo podjetja, imajo na začetku olajšave, da se potem ta visoko izobražena delovna sila lahko v podjetjih tudi zaposluje, ker se dajo olajšave na investicije, kar potem pomeni, da se ta visoko izobražena delovna sila, ki jo je danes zelo veliko med brezposelnimi, predvsem teh mladih, lahko zaposluje in to je tisto ključno, kar bo Slovenijo pravzaprav popeljalo v svetlejšo prihodnost in tudi pomenilo, da če bo več mladih, kjer bo več mladih zaposlenih in tudi starejših, ampak predvsem mladih, da se lahko osamosvojimo, da se lahko zaposlimo, da imamo lahko nek reden prihodek in da se potem nenazadnje lahko tudi odločamo za družine, ki pa so pol spet en krog za bolj pozitivno pokojninsko blagajno. Hvala.